Okej, to je bil malo weird intro. Pozab to, špica, gremo. Pozdravljen gledalec. Hey, what's up? Hey, what's up? Check it out. To je nov telefon. Reče se mu Xperia XZ2. Najprej zdaj že veš, da govorim o Sonyju. A ti všeč ta glas? Mogoče niti ne. Tudi meni ni. Bom kar prenehal. Gremo naprej. Živijo. Pozdravljen. Tole bo top 5 lastnosti o telefonu Xperia XZ2. Kar začnemo? No pa dajmo. Prva stvar. Okej, najprej en intermezzo. Dostkrat mi folk reče, da bi radi imeli hud telefon, ampak ne toliko velikega, kot so sicer vsi ostali. In potem sem vedno v zagate, kaj predlagati. In praktično mi vedno samo Sony pride na misel. Veš zakaj? Sony je med drugim znan po tem, da dela zelo kompaktne telefone. Zelo lepo sedejo v roko, niso štorast. In če si tudi ti uporabnik, ki bi rad nekaj tazga praktičnega, ne prevelikega in še vedno top telefon na trgu, je to. Druga stvar, če si vsaj malo fotografa ali pa snemalca, te bo ta telefon zelo navdušil. Namreč, tole je prvi telefon, ki snema 4K videoposnetke v HDR načinu. High Dynamic Range, kako ne rečem. Zelo jasni posnetki, zelo kontrastni posnetki, zelo taki crispy, a veš. Čeprav je to flagship, torej iz vrha ponudbe, recimo nima dvojne kamere, kot jo skušajo skoraj vsi drugi uporabljati. Ampak to Sonyja sploh ne moti. Namreč oni stavijo na eno kamero, ki so jo nabildali do kam? Do kam lahko nabildaš? Skratka, ful so jo nabildali. Huda kamera. Recimo, kamera ima vgrajeno posebno G-Lens lečo, ki je prejela en kup nagrad in priznanj. Za procesiranje slike skrbi special Sonyjev Beyond procesor. Pa kamera omogoča še Predictive Capture, pa še Predictive Autofocus ima. Torej, da imaš res vedno izostrene posnetke, še preden jih praktično zajameš, telefon že vse poskrbi, da je vse crispy, smooth and clear. Clean? Se mi štekaš. In seveda ne, tudi ta model zdaj ponovno omogoča super slow motion zajemanje posnetkov. Evo, pa si čista. Jaz to snemam, what crap. Še za nekaj je ta telefon top. Če si ljubitelj glasbe, tole je kar proper mašina zate. Poslušaj zakaj. Telefon so razvili tako, da lahko predvaja glasbo, zvok na nekoliko višji ravni, kot sicer to počnejo ostali mobilni telefoni. Notri je namreč high resolution tehnologija, ki pač to podpira. Nanj lahko naložiš in predvajaš FLAC datoteke, torej zelo velike fajle za predvajanje zelo kakovostnega zvoka. Hkrati pa omogoča še LDAC tehnologijo, ki pa omogoča zelo kakovosten prenos zvoka oziroma informacij preko brezžične povezave, torej iz telefona na Bluetooth slušalke recimo. Ja, pa tudi če nimaš slušalk, imaš tle stereo zvočnika. Skratka, da ne bom več dolgo vezil. Prava zverina za audiofile oziroma za vse tiste, ki vam je kakovost zvoka nekoliko pomembnejša. Sony to zna dobro narediti. In ker govorimo o telefonu s top ponudbe, četrta stvar, top delovanje. Top specifikacije pod pokrovom. Full hud Snapdragon procesor, 4 GB RAM, laga polniš brezžično, je vodoodporen, ima ekstra hud zaslon s tehnologijo 3 Luminos. Kaj smo je tle že tema? Grem jaz eno luč poiskat. I'll be back. Futbol mi zdi. A je? Ok. In nadaljujemo. Peta stvar, 3D Creator, 3D ustvarjalnik, 3D simulator, 3D, neki s 3D sceno. Glej, kako to izgleda. Xperia omogoča ustvarjanje 3D modelov. Zaženeš aplikacijo, pofotkaš z vseh strani svojo bejbo in narediš tak kalup njene face. Recimo, to ni moja bejba sicer. In pol greš do ene 3D printing pisarne, rečeš, ej, gospodje, dajte mi naprintati glavo moje bejbe, in ti naprintajo, daš na mizo in jo imaš vedno zraven. Happy days. Ne, res, ful zanimiva zadevca. Narediš molde svoje face in jih pošiljaš po Messengerju friendom. Tako da ja, s tem zaključujemo rubriko Top 5 stvari o Sony Xperia XZ2 telefonu. Res ga priporočam vsem, ki imate radi bolj kompaktne telefone, a hkrati ne želite kompromisov. Top telefon, top specifikacije, res huda kamera, sploh primerna za zajemanje 4K videa. In ja, to je to. Upam, da ti je bil video cool, da si izvedel kaj pametnega, nekaj novega zagotovo. Sicer pa subscribe na naš YouTube kanal, polajki ta video, če nas srečaš na Facebooku, pa nam stisni še en like tam. Se vidimo kmalu. Čau!